Lep pozdrav. Žal mi je, da me ni z vami v predavalnici na Filozofski fakulteti. Žal sem trenutno oziroma ne bom rekel žal, v Benetkah, kjer predavam. Nisem pa z vami. Zdaj, kot veste, to je eno izmed predavanj, verjetno bo še gospod prodekan naredil uvod v predavanje kot tako. Jaz pa bi kot del leta dediščine, jaz bi pa mogoče besedo ali pa dve vam ukradel na začetku, da povem nekaj o našem današnjem predavatelju, profesorju Matiji Strliču. Kot ste lahko zasledili že v najavi, vabilu, je profesor Strlič profesor analitske kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, profesor dediščinske znanosti na University College v Londonu in vodja laboratorija za dediščinsko znanost na FKKT-ju v Ljubljani. Seveda, to so neki suhoparni podatki, ob tem kot tudi to, da je soavtor več kot 150 znanstvenih člankov, je sodeloval, vodil, menedžeriral delno ali pa kot vodja več kot 50 projektov nacionalnih, se pravi, to je bodisi v Združenem kraljestvu, bodisi v Sloveniji ali pa mednarodnih projektov, kjer lahko o skupnih vsotah projektov govorimo več kot 60 milijonov evrov. To je seveda en del profesorja Strliča, po drugi strani pa se mi zdi pomembno, da sam omenim njegov pomen za razvoj dediščinske znanosti oziroma dediščinskih raziskav pri nas v zadnjih letih, odkar sva v stiku, kjer je njegova vloga izjemna oziroma največja, če tako rečem. Ne samo, da ima pomembno vlogo v evropski raziskovalni infrastrukturi za dediščinsko znanost in predseduje slovenskemu vozlišču IRIS Slovenija, ima tudi v Sloveniji pozitivno vlogo zaradi tega, ker je z več iniciativami in v več projektih povezoval znanosti, vede, ki prej niso našle, ne samo, da se niso usedle za isto mizo, sploh niso evidentirale skupnih točk, na katerih bi se lahko srečevali. Tako da na nek način povezuje, sicer kot naravoslovec, na eni strani povezuje to našo dediščinsko znanost in delamo ne en most, ampak mostove med naravoslovjem, humanistiko, družboslovjem in tehniko, vedami in drugimi vedami. Tako da Matija Strlič je v vsakem primeru nekdo, ki z svojim ne le znanstveno-raziskovalnim delom, ampak vsem tem delom, ki spremlja ta razvoj znanosti, je že in ima in bo imel neizbrisen pečat v slovenski znanosti in povezovanju različnih vej in delov slovenske znanosti. Tako da jaz sicer v tem trenutku ne bi šel dalje in bi najrajši predal besedo kar profesorju Strliču. Tako da, Matija, jaz bi ti predal besedo, ne vem pa, kakšen je sicer protokol v Ljubljani. Matija, me slišiš? Ja, jaz te slišim. Zadaj me slišite? Okay. Matija, protokol je tak, da se je prodekan usedel na sredo vrste in mislim, da je s tem označil, da je uvodnega dela konec. To pomeni, da lahko začnem s tem predavanjem. Najlepša hvala, Matija, za tvojo predstavitev. Danes bom govoril o vonjalni dediščini, se pravi o dediščini, ki jo zaznavamo z nosom. V ta namen sem prinesel kar nekaj vonjev s seboj. Prodekan mi ni verjel, da bom dejansko vas poskusil nagovoriti z vonji. Tako da, če imate slučajno astmo ali pa trpite za kakšnimi drugimi bolezni dihal, mogoče to predavanje ni ravno najbolj primerno za vas. Upam pa, da ne. Vsekakor pa ni nobenih
vonjev, ki bi bili kakršenkoli pomenu strupeni. Na to pot sem zašel nekje okrog leta 2005-2007, ko smo se v okviru raziskave z Narodnim arhivom v Haagu začeli ukvarjati z vonji predmetov. V tistem trenutku, predvsem z konzervatorsko-restauratorskega stališča, sem namreč tudi šolan konzervator-restaurator, predvsem za papirno in knjižno gradivo. Sem sicer v tej predavalnici poslušal tudi kolege umetnostne zgodovinarje. Živo se spomnim kolegice Golobove in njenih predavanj o svetovni gotiki. No in veliko veselje mi je, da sem lahko danes pred vami tam, kjer je ona včasih predavala in seveda tudi drugi velikani slovenske umetnostne zgodovine. V okviru tega predavanja bom govoril predvsem o tem, zakaj so vonji v muzejskih pripovedih pomembni, zakaj so pomembni iz konzervatorsko-restauratorskega stališča, veseli me, da je par kolegov konzervatorjev tudi med nami, in kako lahko te vonje evidentiramo, dokumentiramo in mogoče celo arhiviramo, ker nekateri med teh vonjev pač izginjajo, čeprav so za nas pomembni. Na začetku pa bi vas rad prepričal, da so vonji pomemben del kulturne dediščine. Kulturno dediščino pogosto dojemamo predvsem vizualno, zlasti v muzejih in galerijskih ustanovah je dediščina pogosto za bariero, za neko stekleno bariero, kot da nimamo stika, intimnega stika s kulturno dediščino, kot je bilo to mogoče včasih namenjeno. Redko kateri med nami imamo dostop do arhivov na način, kot sem ga imel jaz v Haagu. In v tem primeru boste, če boste slučajno kdaj zašli v zgodovinsko knjižnico na podoben način, boste videli, da imajo knjige zelo različne vonje. To je pa zaradi tega, ker je bil papir kot eden izmed materialov, ki so ga proizvali po nekem globalnem postopku, to je bila prva globalna industrija, lahko rečemo. To ima papir zelo različne lastnosti, pridelujejo ga seveda iz različnih surovin. Nekje do leta 1850 so ga pridelovali predvsem iz bombaža, lanu, konoplje. Ta vlakna ne vsebujejo iz temnega materiala, ki je v lesu in rečemo lignin. Zato te stari papirji izpred leta 1850 predvsem dišijo po slami, po suhi travi, dišijo po grenkih mandlih in po kitlinah, tako da se lahko tudi sami prepričate, to je ena taka knjiga izpred tega leta. No, po letu 1850, v prvi polovici 19. stoletja, je namreč prišlo do velikega pomanjkanja surovin in v tistem času so kdo drug kot Nemci izumili patent, s katerim so začeli pridobivati papir iz lesovine. V lesovini je tudi veliko lignina in ta papir diši, vsaj zame, neprimerno lepše kot starejši papiri, ker je eden od razgradnih produktov lignina tudi vanilin, ki seveda diši po vaniliji. Tako da se lahko prepričate, da te mlajše knjige, ki so manj stabilne, se hitreje razgrajujejo, dišijo precej lepše in precej slajše. Ne glede na to, kaj je v njih zapisano. Približno leta 2012 smo pričeli z delom z raziskavo v stolnici Svetega Pavla v Londonu. To je seveda neverjetno lep primer britanskega oziroma angleškega baroka. V tej, malo kdo pa ve, da je v tej stolnici tudi knjižnica, ki jo je Christopher Wren oblikoval na en poseben način, in sicer tako, da ima neposreden dostop iz ceste, ki se razteza ob katedrali. To pomeni, da je dostopna ne samo skozi posvečen prostor, ampak tudi laikov neposredno preko stopnišča. Tisto, kar je zelo zanimivo v tem prostoru je, in ko smo pričeli s to raziskavo, nas je na to opozoril katedralni arhitekt, oziroma konzervator, je, da je v knjižnici izjemno intenziven vonj po starih knjigah. Približno kot v semeniški knjižnici v Ljubljani, če ste že kdaj bili. To je težek, sladek vonj, ki vas v trenutku objame in je neverjetno težko
vizualno informacijo ločiti od olfaktorne informacije, pa tudi od zvočne informacije, ker škripajo tla, vrata škripajo in vsa ta izkušnja je neverjetno celostna. V tem prostoru nas je arhitekt opozoril, da je vonj prostora del turistične izkušnje in nas je opozoril, da ne glede na to, kakšne procese ali pa kakšne konzervatorske, restauratorske ukrepe bi predlagali, ne smemo izvzeti oziroma ne smemo odstraniti tega vonja. Kako pomemben je vonj za obiskovalce, je zapisano recimo v knjigi Vtisov, kjer nas vtisi prepričajo o tem, da obiskovalci vonjajo zgodovino oziroma vonjajo znanje. No, nekaj let za našo raziskavo se je naslednji arhitekt potem odločil, da bo odstranil vso pohištvo iz knjižnice, ker bo treba pohištvo restaurirati, s tem se je tudi izgubil vonj, ampak tudi o tem bom nekaj povedal kasneje. Ko smo nekaj let zatem v sodelovanju z Narodnim arhivom v Londonu raziskovali, kakšne so vrednosti, ki jih uporabniki arhivov in knjižnic pripisujejo predmetom, je med temi vrednostmi se nenadoma pojavil tudi vonj knjig. In sicer v eni taki kompleksni vrednosti, ki lahko rečemo materialna in čutna vrednost in zajema dekoracijo oziroma slikovno informacijo, vonjalno informacijo, zajema barve predmeta in tako naprej. To je eden izmed 9 vrednosti, ena izmed 9 vrednosti, ki smo jih poskušali opisati. Ostalih 8 je seveda vseh povezanih z informacijo, ki je zapisana v predmetu. Za nas je bilo pa zelo pomembno, da je tudi obiskovalcem arhivov in knjižnic vonj dokumenta, ki ga raziskujejo, pomemben pri njihovi izkušnji oziroma pri njihovem delu. Nekaj let pred tem, oziroma nekaj let pred našo raziskavo v arhivu, to se pravi leta 2013, so v avstralskem kraju, so v Avstraliji sprejeli tako imenovan dokument izbure, ki prvič v zgodovini obravnave kulturne dediščine opisuje prostor dediščine kot prostor ne samo na podlagi vizualne informacije, ampak tudi na podlagi drugih senzoričnih vidikov, kot so zvoki oziroma vonjalna informacija. In na podlagi tega dokumenta so strokovnjaki, ki se ukvarjate ali pa se ukvarjamo s kulturno dediščino, začeli vpletati vonjalno informacijo v dokumente, ki dediščino ščitijo. Tako da so nekateri aspekti oziroma nekateri predmeti, pa tudi nekateri prostori danes zaščiteni predvsem na podlagi vonjalne informacije. Na Japonskem, na primer, so pred 10 leti uvedli pot po 100 dišečih krajih Japonske za turistično pot, ki vas vodi skozi češnjeve drevorede, vas vodi po tovarnah, sojine omahe, ki pač nas prepričajo s svojim smradom. Skratka, gre za prostore, pri katerih je vonj eden izmed ključnih lastnosti kulturne dediščine, na osnovi katerih je zaščitena, prepoznana in občudovana. V kraju Graz v južni Franciji so pred 2 letoma uspešno zaključili vnos v UNESCO seznam kulturne dediščine, prav na podlagi dediščine proizvodnje parfumov, se pravi parfumske dediščine, pri čemer gre za postopke pridelave, kot je na primer enfleurage, čemer ekstraktiramo vonje, eterična olja iz cvetov v maščobo in potem destiliramo ta olja v esenco, in tudi druge postopke, ki so del te parfumerske industrije oziroma parfumerskih običajev. V Sloveniji takih primerov še nimamo, se pa ukvarjamo z olfaktorno dediščino že kar nekaj časa. Prvi tak projekt, ki ga poznam,
smo izvajali še na UCL-u, to je bil projekt, se je začel leta 2015, Smell of Heritage, to je bil doktorski projekt, v katerem je zdaj doktorica Cecilija Bembibre pokazala, na kakšen način lahko vonje arhiviramo. Danes pa je ena izmed glavnih raziskovalk na področju olfaktorične dediščine. Zatem smo začeli s projektom Od Evropa, to je bil velik evropski projekt na temo olfaktorne dediščine. V Sloveniji pa potekata dva projekta, Odoteka in projekt, ki ga vodi kolegica Ramšak o vonju in nesnovni kulturni dediščini. Hkrati poteka še en evropski projekt na temo vonjev v običajih, med drugim tudi v religioznih obredih. Vonji so zašli tudi v identitetno politiko. Pred kratkim so v Franciji leta 1923 sprejeli zakon, s katerim so zaščitili vonje podeželja, ne samo vonje, ampak tudi zvoke podeželja, da bi s tem zaščitili podeželski življenjski slog. In podobno zakonodajo v tem trenutku mislim, da sprejemajo tudi v Italiji. No, tisti, ki berete Guardian, ste prebrali danes, da so v Britaniji obsodili enega kmeta, ker je njegov petelin vsako jutro od 3 naprej vsako minuto za kikiriko. Tako da v Britaniji takega zakona zaenkrat še nimajo. Vonji pa so lahko tudi sami po sebi predmet, umetniški predmet. Poznamo umetnike, ki prostor oblikujejo z vonji. Naprimer, Anika Yin sama sebe imenuje kiparka zraka in oblikuje prostore, galerijske prostore s svojimi vonjalnimi stvaritvami. Pred leti je v Tate Modern postavila to zanimivo razstavo, to so samo njeni plavajoči mobili. Razstava je pa pravzaprav oblikovala na način, da je vsaki 2 uri v prostor spustila drugačen vonj. In ti vonji so bili zelo različni, od cvetličnih do vonja potu, naprimer, in na ta način med obiskovalci pač sprožala različne emocije. Razstava ni požela velikega odobravanja, zaradi tega, ker so se galeristi bali prostor naparfumirati preveč intenzivno. Tako da so obiskovalci na žalost bili večinoma precej razočarani. Vprašali se boste, na kakšen način vonje lahko okarakteriziramo, kako jih lahko analiziramo. Kot kemik se s tem ukvarjam že nekaj časa. Zato uporabljamo posebne instrumente, v katerih posamezne vonje razločimo, tem instrumentom rečemo kromatografi, in sicer jih ločimo na način, da kompleksne vonje, bukej, če želite, ločimo na posamezne vonjalne note, na posamezne molekule, ki nosijo določeno vonjalno informacijo. Teh molekul je lahko, oziroma teh tipov molekul je lahko v vonju 50-60, se pravi zelo veliko število, in jih z 10.000 in več vonjalnimi čutnimi celicami v človeškem nosu lahko zaznavamo posamič in pod mešanico. Poznamo seveda tudi čutila, ki so bolj občutljiva od človeškega nosu, naprimer pasje. Čebele so še bolj občutljive, oziroma čebelji vohalni organi še bolj občutljiv, in obstajajo celo živi senzorji v vojaški industriji, pri katerih se čebelami zaznavajo vonj po eksplozivih, naprimer. Ampak zdaj sem malenkost zašel. Vonje predmetov zaznavamo na ta način, da zajamemo okolico predmeta, tem rečemo v angleščini headspace, zato je na sliki par glav, in v okolici teh predmetov zajemamo zrak, vnesemo v instrument in analiziramo na 2 načina, na kemijski način in z človeškim nosom. Analiza poteka, ta zajem vonja poteka na tak način, da zelo enostavno z črpalkami zajamemo vonj predmeta. Tukaj na levi strani je dr. Bembibre,
Na sredini v rožnatem plašču je naša doktorska sodelavka Ema Pavlin in na desni kolega Abderaze Helnaga, ki ga nekateri poznate. Tu zajemamo vonj mumificiranih mumij v Narodnem muzeju v Egiptu, v središču Kaira, in sicer na dva načina. Na zgornji strani vidite, da jih zajemamo s črpalkami, spodaj pa zajemamo vonje v veliko vrečo, s katero lahko vonje prenašamo med prostori z namenom, da te vonje senzorično ovrednotimo. To pomeni, da jih z panelom posebej šolanih oseb opišemo, da opišemo njihove vonjalne note, da opišemo, kako so, ali so te vonji prijetni ali niso prijetni, se pravi hedonični ton vonjev, da opišemo njihovo intenziteto. Vse to so deskriptorji, s katerimi vonje primerno opišemo. No, izkaže se, da mumije prijetno dišijo po cvetlicah, to pa predvsem zaradi eteričnih olj, ki so se uporabljala pri mumifikaciji, da dišijo seveda po prahu, po zatohlem, da dišijo po žganem lesu, in da imajo kar nekaj zelo zanimivih not, ki so odvisne od mumifikacijskega procesa. To pomeni, da lahko z poznavanjem vonja mumij pravzaprav povemo, na kakšen način so bile obdelane oziroma iz kakšnih materialov se stojijo. O tem kdaj več drugič. Ko te vonje prenesemo v laboratorij in jih vnesemo v naš instrument, jih bodisi zaznamo na kemijski način, ko da prepoznamo, iz kakšnih molekul so. Po drugi strani pa moramo vsaki molekuli tudi pripisati njihov vonj. To naredimo na način, da izšolani analitiki, ki jim rečemo vohači, pri izhodu iz instrumenta ves čas vohajo vsako molekulo, ki prihaja iz instrumenta. To lahko počnejo tam 15 minut, ker je to izjemno intenzivno delo, potem se morajo zamenjati. Analiza tipično traja 45 minut in ti vohači morajo biti posebej izšolani. Šolamo jih približno 6 mesecev, tako da vsak teden eno popoldne posvetijo temu, da znajo opisati vsaj 40 različnih individualnih vonjev in vsaj 40 mešanic vonjev. Tako da opisovanje vonjev, ki je neverjetno težko, ker nimamo besedišča za opisovanje vonjev, lahko efektivno in hitro upravijo v roku parih sekund. Te molekule iz instrumenta resnično prihajajo ena za drugo iz instrumenta in je potrebno zelo hitro opisati njihovo intenziteto in njihovo noto. To je edini graf, ki ga bom pokazal. Na zgornji strani vidite kemijski graf oziroma kemijske spojine, ki izhajajo, vsaka vertikalna črta predstavlja posamezno spojino. Spodnji graf pa predstavlja olfaktogram oziroma opise vonjev teh spojin, ki izhajajo iz instrumenta. Za nas je sta potrebna oba seta informacij. Gornji set informacij nam omogoča reprodukcijo vonja, se pravi, da lahko vonj ponovno zmešamo na način, da glavne olfaktorne note pripravimo v obliki parfuma. Spodnja informacija nam je pa pomembna, da znamo opisati vonj. Te olfaktorne note so tiste note, ki jih prepoznate na zadnji strani steklenica vina, recimo diši po borovnicah ali pa po konjih ali pa po znoju. Na enak način lahko enako besedišče uporabljamo pri opisovanju vonjev predmetov. Z takimi kemijskimi informacijami seveda težko kakorkoli prepričamo, zato te informacije raje podajamo v obliki olfaktornega kolesa. V tem kolesu vidite v zunanjem delu kolesa oziroma v zunanjem obroču so kemijske informacije, to so kemijske spojine, ki so v vonju papirja. Te kemijske spojine so recimo heksanal, ki diši po suhem listju, po suhi travi, vanilin, ki diši po vaniliji, naprimer, in tako naprej. Vidimo, da je kar nekaj, približno 20 pomembnih komponent, pomembnih not,
vonja starega papirja in da vsako tako noto lahko pripišemo posebni kemikaliji oziroma posebni molekuli. Ta vonjalna kolesa smo zdaj izdelali za kar nekaj muzejskih predmetov, no ta je bil prvi tak primer iz leta 2017. Zakaj je to pomembno v muzejskem kontekstu? Izkaže se, in to raziskavo so izvedli kolegi iz oglaševalske industrije, izkaže se, da ljudje dojemamo prostor z vsemi čuti, ampak na zelo različne načine. Seveda je najbolj pomemben vizualen način, drugi najbolj pomemben čut pri dojemanju prostora oziroma pri dojemanju informacij iz prostora pa je vonj. Potem sledijo še zvok in drugi čuti, ampak zelo zanimivo je, da je vonj tako zelo pomemben. Pomemben je zaradi tega, ker ni racionalen čut, ampak da dojemamo precej naključno. Se pravi, dojemamo ga tako, da primerjamo vonjalne informacije iz okolja z informacijami, ki so vtisnjene v našem spominu. Izkaže pa se, da je vonjalni spomin zelo blizu središča za dolgoročni spomin v človeških možganih. Zato lahko z vonji prikličemo informacije iz naše mladosti, ki jih na kakšen drug način ne moremo. Tako da se z vonji zelo veliko eksperimentira recimo pri bolnikih, ki bolehajo za demenco. Na primer, ker se da relativno enostavno priklicati globoke spomine na podlagi vonja. Vonj je pa hkrati tudi kontekstualno odvisen, se pravi, je odvisen od vizualne informacije, ki nam je ponujena. Ena in ista molekula, ki rečemo geosmin, nam v enem okolju lahko vzbudi negativen občutek, recimo v zaplesneli kleti. V jesenskem gozdu pa nam lahko pričara zelo pozitiven občutek. In to molekulo imam v tej vijali, tako da lahko povohate, tisti, ki boste vizualizirali zaplesneno klet, boste vohali plesen, tisti, ki boste vizualizirali jesenski gozd, pa boste mogoče vohali lučke. Z muzejskega stališča, oziroma stališča muzejske pripovedi je to pomembno, zaradi tega, ker se je izkazalo, da če so vonji del muzejske pripovedi, si obiskovalci, si obiskovalci tako muzejsko razstavo bistveno bolje zapomnijo. V Yorku, v severni Angliji, je muzej Vikingov, ki prikazuje življenjski slog Vikingov in zgodovino Vikingov, in obiskovalci že zadnjih 50 let lahko ta muzej izkusijo tudi z muzejskimi vonji. Nekateri izmed teh vonjev so neprijetni, recimo vonj po gnijočih ribah, nekateri so prijetni, recimo vonj po slami. Izkaže pa se, da so obiskovalci, katerih spomin poskusimo vzbuditi na podlagi teh vonjev, se bistveno bolje spomnijo teh muzejskih pripovedi kot tisti, ki teh vonjev pri ponovnem priklicu muzejskega prikaza v spomin, teh vonjev nimajo pred sabo. Tako da so vonji izjemno pomembni pri reprodukciji informacije in tudi muzejske pripovedi, kot vidimo. Vonje lahko v muzej vnesemo na zelo različne načine. V okviru projekta Odoteka smo analizirali vonje 10 predmetov. Ti vonji oziroma ti predmeti so zelo različni. Eden od teh predmetov, na primer, je Da Vinčijeva slika Dama s hermelinom. V okviru projekta smo se predvsem odločili, da bomo poskušali analizirati dejanske vonje predmetov in ne interpretirati slike. Lahko bi ponaredili vonj hermelina, ampak to ni bil naš namen. Mi smo dejansko začeli z raziskavami vonjev, ki izhajajo iz samega predmeta. In izkaže se, da je možno tak
po vsej tej analizi, ki sem jo opisal, je možno tak predmet, oziroma vonj takega predmeta sorazmerno enostavno ponarediti oziroma reproducirati. In tukaj v teh flomasterjih je vonj dame s karmelinom. Izkaže se, da diši po lesu, ker je slika na lesu, da diši po zaščitnem laku na površini te slike. Oljne slike so premazane z lakom, ki onemogoča, da slika propada, oziroma da pigment propada. In izkaže se, da slika diši po kafri. Odkje je kafra? To je zelo zanimiva informacija. V prvi polovici 20. stoletja so kafro uporabljali v muzejih in v muzejskih vitrinah kot insekticid. To se je del tega vonja inkorporiral v vonj slike in seveda ni originalen ali pa ni avtentičen del vonj Da Vinčijeve slike, ampak danes je integralen del tega predmeta. Ker je integralen del tega predmeta, se mi je zdelo pomembno, da vonj kafre vključimo v vonj Da Vinčijeve slike, ker nam pove nekaj o tem, kako konzervatorji, restauratorji skrbijo za predmete, za muzejske predmete in ker je integralen del predmeta. To je eden izmed načinov, kako obiskovalce vključimo v olfaktorno pripoved. Obstajajo tudi drugi načini. Inverzivna predstavitev pravoslavnega obreda v enem od muzejev v Vičenci par let nazaj. Takih predstavitev z zvokom, sliko in vonjem se večinoma izogibamo, zaradi tega, ker je zelo težko kontrolirati, ali imajo obiskovalci kakršnekoli zdravstvene probleme, oziroma je zelo težko obiskovalcem preprečiti, da vstopajo v take prostore. Tako da večinoma ne odišavljamo prostoru v celoti, ampak vonje dodajamo oziroma inkorporiramo v muzejsko pripoved z tako imenovanimi tehnikami point of smell, to so točkovne tehnike, kot je ta. In vonj, ki ste ga videli, oziroma vonj, ki je bil opisan na tistem olfaktornem trikotniku na koncu te razstave, je bil pravzaprav vonj po kadilu. Kadilo je seveda pridobivamo iz rastline Boswellia sacra. To je pač neko drevo, ki raste v arabskem polotoku in v okolici. In izkaže se, da ima kadilo zelo različne vonje v odvisnosti od tega, kje je rastlina rasla. No, danes bi recimo tako predstavitev bistveno raje pokazal recimo z vonjem po tem parfum, s katerim ki vsebuje vonj po kadilu, to je tako imenovani frankincense. Nekoliko bolj kompleksni vonj, kot je ta, ki predstavlja vonj ene same kemikalije oziroma vonj enega samega predmeta, so vonji, ki odražajo celo pripoved enega celega predmeta. In vonjalni kustosi, kot je recimo Caro Ferbeck, so nekaj let nazaj pričeli z uvajanjem takih kompleksnih predmetov oziroma kompleksnih olfaktornih pripovedi v muzejsko in galerijsko pripoved. In Caro je z enim kompleksnim parfumom, ki vsebuje vonjalne note. Ki vsebuje vonjalne note smodnika, vonjalne note konjskega znoja, vonjalno noto nerolija, ki je bil, kot vemo, parfum, ki ga je uporabljal Napoleon, in vonjalne note geosmina, se pravi trohnove, uporablja za interpretacijo slike
bitke pri Waterloo. To je ena ogromna slika, mislim, da je dobro 6 metrov oziroma 8 metrov v Rijksmuzeju. In njena tehnika je, da ob sprehodu ob tej sliki poudari vonjalne note in nam poskuša približati atmosfero med to bitko. Vonj ni prijeten, tako da ravno zaradi tega vonja, intenzivnega vonja po smodniku, za moj okus je nekoliko preveč intenziven vonj po Napoleonovem parfumu. Čisto individualne preference. To, kot sem rekel, nažalost, knjižnico v katedrali Svetega Pavla pred parimi leti povsem prenovili, kar pomeni, da se je vonj te knjižnice izgubil. Zato smo tik preden so začeli s prenovo te knjižnice, poskusili interpretirati ta vonj v sodelovanju z parfumerko Sarah McCarthy, ki je proizvedla vonj na način, da je interpretirala vonj knjižnice kot vonj usnja, vonj čokolade, vonj po vaniliji in vonja po lesu in tobaku. To je njen vonj, ki zdaj nažalost je že nekoliko izgubil vse te vonjalne note, ampak prepričan sem, da boste prepoznali vsaj vonj po vaniliji. No, čisto na koncu bi rad poudaril še to, da obstajajo tudi arhivi vonjev in med temi arhivi vonjev je daleč najbolj znan arhiv v Versaillesu, to je tako imenovana osmoteka. Če vas kdaj zanese pot tja, je res neverjetna zbirka zgodovinskih parfumov. Poleg samih parfumov, ki jih imajo par tisoč, 4 ali 5 tisoč, pač imajo tudi formulacije teh parfumov, ki so seveda primerno shranjeni v sefu. Je pa tudi sicer ta zbirka del mednarodne šole za parfumerje iz IPCA, ki je ena izmed zgolj parih šol v Evropi, ki šolajo tako imenovane nosove, to se pravi strokovnjake, ki oblikujejo parfume oziroma oblikujejo naše vonjalne izkušnje. Danes je v evropskih muzejih že kar nekaj olfaktornih kustosov, ki poznajo zgodovino, olfaktorno zgodovino, ki znajo interpretirati zgodovino skozi vonje in oblikujejo vonje v sodelovanju z industrijo. Industrija parfumov in vonjev je izjemno močna, seveda, in se tudi vedno bolj in bolj zanima za muzejske parfume. Proizvajajo sicer zelo neokusne parfume, kot je recimo vonj po gorečih perovnicah in podobno, ki pravzaprav diši po državnem špehu. Tako da upam, da sem vam s tem prikazal eno novo dimenzijo kulturne dediščine, upam, da sem vas prepričal, da je ta dimenzija pomembna za naše razumevanje in pomnjenje dediščine in upam, da ste zavohali kaj novega. Hvala lepa. Debato bi mogoče skočil, drugače pa Matija, če nas slišiš, se tudi pritoži seveda. Zdaj pa če to dva. Jaz imam tukaj eno vprašanje o zgodovini ljudi, ampak ta arhiv vonjev v Versaillesu, ampak koliko pa to staro, ker sem verjetno nekaj ljudi zelo Mislim, da imajo parfumi so nekateri že zelo stari. Mislim, da izhajajo tudi iz druge polovice 19. stoletja. Problem pri hrambi parfumov pa je, da se zaradi kemijskih interakcij oziroma zaradi kemijskih reakcij v parfumu parfum stara. In po 30 letih običajno sam parfum zavržejo in ga ponovno zamešajo. Tako da nobeden izmed parfumov, ki vidimo na tej sliki, ni več originalen parfum, ampak so ponovno pripravljene mešanice po starih receptih.
Načeloma tudi je vedno tudi mešanica in rezultat. In receptura. Tako. Receptura je pač del pogajanj med parfumersko hišo in med muzejem. Je pa pomembna ravno zaradi tega, da lahko na novo zamešajo parfume, potem ko pač se vonji oksidirajo, izgubijo in podobno. Najstarejši recepturi stadijo, tudi imamo recimo najstarejše recepturi. Receptur je veliko, problem je v surovinah. Zaradi tega, ker je zelo težko iz teh receptur razbrati, kaj so zares bile tiste surovine. Recimo v teh recepturah so opisane živalske žleze ali pa rastlinski deli ali pa vrste rastlin, ki jih ne poznamo več, na primer. Tako da včasih te recepture je zelo težko ponarediti oziroma reproducirati danes. V doktorskem delu Cecilije Bembibre recimo smo poskušali reproducirati recepturo, ki se je uporabljala v dvorcu Knowle pri Londonu za parfumiranje prostorov. To so te tako imenovani potpuriji in so večinoma vsebovali vrtnične liste, nageljnove špice, cimet in podobno. In to so recepture, ki so stare, ki so tam iz 17. stoletja. Drugače so pa v tem istem času, se pravi zgodnji ali pa srednji barok, so ogromno uporabljali parfume za parfumiranje usnja, na primer. Tako da obstajajo recepture za usnje, ki je v tistem času bila pač procedura proizvodnje usnja je bila izjemno smrdeča in zato, da ste usnje lahko nosili v enem kot dama, so bile seveda vse rokavice naparfumirane in podobno, tako da te recepture še danes obstajajo. Tukaj za von, nanesel beseda na von, pa njegove moči se bili spomnili krasen roman, ko se poznati Pati Grasijski, da parfum, kjer je glavni akter tega romana, pravzaprav von, pa njegova manipulacijska moč in osobnosti manipulacijske moči. Mene pa to zanima, ali je mogoče pa tudi ena arheologija vonja. Torej, ti lahko zdaj, kot si pokazal, vzameš von mumije danes. Ali lahko vi naredite tudi analizo tega, kako je pa mumija, ali kako so pa rokavice baročne vonjale ob prvi nošnji, ko jih je dama prvič nosila, ali pa kako je ta Da Vinčijeva dama s karmeninom vonjala, ki je bila prvič pokazana. Ali je mogoče tudi ta, če je treba, arheologija vonja, no? Ali pa je prav ta beseda? Podobno kot pri drugih, recimo, podobno kot pri slikah, ker je zelo težko si zamisliti, kako je določena slika izgledala od nastanku, lahko interpretiramo z poznavanjem konzervatorskih postopkov in tako naprej, si lahko reproduciramo sliko tako, kot je bila na začetku, lahko na enak način naredimo tudi z vonjem, če poznamo sestavne dele materiala ali pa mumije, če vemo, iz česa je bila mumija narejena, kako je bilo truplo mumificirano in podobno. Vse to se da. Problem je seveda v tem, da so vse te reprodukcije so zgolj to, reprodukcije. Ne moramo natančno vedeti, kako je tista slika izgledala, ko je bila naslikana, ne moramo natančno vedeti, kako je določena mumija dišala, ko je bila narejena. Tako, ampak zgodovina, bolj ko se premikamo v preteklost, bolj je nejasna, več je negotovosti, tako da vse te interpretacije so zaradi tega negotove. Tvoje predavanje je bilo sjajno. Še nekaj sem hotel vprašati, če je ta knjižnica v katedrali Svetega Pavla, in se je ob obnovi pohištva izgubil von. Ali ni bilo mogoče pa tega vonja nekako shraniti, pa potem
nazaj premazati, ali rekel, tretji nazaj v novo pohištvo. A to pa ne gre še. Vse določeni vonji, recimo zlasti bom odgovoril. Določeni vonji, zlasti v zgodovinskih hišah, recimo so predvsem vonji polirnih sredstev, vonj starega lanenega olja in tako naprej. Te vonje poznamo in jih konzervatorji oziroma tisti, ki skrbijo za te hiše, tudi ves čas vnašajo v prostor in se zavedajo, da je to del obiskovalčeve izkušnje. Pri knjižnici je to nekoliko težje iz dveh razlogov. Prvič, ker takrat, ko so po knjižnico dekantirali oziroma ko so odstranili vso pohištvo, še nismo imeli tehnologije, da bi vonj lahko reproducirali. Drugič pa konzervatorji ne želijo po nepotrebnem vnašati vonjev v galerijske oziroma druge prostore, ker obstajajo določeni pomisleki o tem, da vonji lahko doprinesejo k koroziji ali pa k razgradnim procesom. Ampak ni treba skrbeti, takoj ko so vnesli knjige, so te knjige začele odišavljati prostor na novo, tako da prostor zdaj ponovno diši podobno kot je prej. Matija. Najlepša hvala. Najlepša hvala za predavanje, Matija. Jaz imam pa vprašanje, podobno smer grem kot Sašo. Koliko je korelacije, a ste že kje delali korelacijo, recimo zdaj pri mumijah, današnji vonj pa to, a se da iz teh današnjih vonjev vsaj en del tega potegniti tam, kjer se je mogoče delala analiza, s čem so bili, s katerimi eteričnimi olji so bila originalno obdelana trupla, a se da kako korelacijo potegniti, a je že ta toliko abstrahirano, toliko razpadli že vse substance originalne, da je to zdaj čisto ena nova zadeva v resnici? Zelo dobro vprašanje. Ob mumifikacije so uporabljali izjemno velike oziroma prvič velike količine in zelo veliko različnih eteričnih olj in ekstraktov rastlinskih. Tako da veliko tega se je ravno zaradi količine še ohranilo in mumije še vedno dišijo po eteričnih oljih. Nekatere bolj, nekatere manj, ker je kvaliteta mumifikacijskega procesa bila odvisna predvsem od količine eteričnih olj. Tako da osebe, ki so imele zelo visok status, so bile tudi mumificirane na način, da so uporabili zelo visoke koncentracije eteričnih olj. Tako da se da po intenziteti vonja tudi povedati, kakšen je bil mogoče status umrlega oziroma kakšen je bil proces mumifikacije. Ena sama komplikacija pri mojem odgovoru je ta, da še danes kot insekticide uporabljajo ista eterična olja v muzeju. Tako da pogosto v razstavnih vitrinah odišavljajo krste oziroma sarkofage z istimi eteričnimi olji, kot se jih včasih uporabljajo za mumifikacijo. V tem primeru je seveda povsem nemogoče vedeti, diši vitrina ali diši sarkofag. Če smem nadaljevati, sicer pa, a je taka, mislim, ne samo za pri mumijah, ampak tudi sicer, a bi se dalo, a je kaj študij narejenih teh nekih korelacijskih, recimo, da se vzame del vzorca, ki se ga da analizirati, in del vonja tega predmeta, recimo. Kako je s tem? Ker seveda, to je to, kar delaš iz zraka, je seveda nedestruktivno, ne? Ja, hvala za to vprašanje. Ravno pri knjigah, recimo, smo naredili ogromno analiz, ogromno študij in izkaže se, da lahko na osnovi vonja knjige povemo, iz česa je papir narejen, se pravi, ali je narejen iz bombaža, ali je narejen iz lesovine, da lahko povemo, ali je papir kisel, se pravi, da se razgrajuje zelo hitro, ali alkalen, kar pomeni, da je zelo obstojen. In na ta način povemo ne samo iz česa, iz kakšnih surovin je material narejen, ampak tudi kako hitro se razgrajuje. Tako da razumem tvoje vprašanje v smislu nedestruktivne oziroma neporušne analize, predvsem na način, da lahko z zajemom vonjem pravzaprav povemo veliko o sestavi,
predmeta oziroma o njegovi stabilnosti. Hvala. A je v kakšnem obdobju vonje težje ujeti? V kakšnem obdobju? Ja, a je danes recimo v obdobju popravno sintetične vonje, ne? Je to težje ali v večji izziv ali v obdobju uporabne narave? Zdaj, z naravoslovnega stališča ne. Z senzoričnega stališča je težje vonjati v hladnem vremenu kot v toplem vremenu. Enostavno zaradi tega, ker v toplem vremenu stvari izhlapevajo hitreje in se zrak bolj nasipi z vonji. Tako da tudi recimo vonji so zelo hitro nehali uporabljati pri advertisingu, no? Pri oglaševanju, ravno zaradi tega, ker je zelo težko kontrolirati temperaturo prostora. Tako. Tako da zelo veliko so eksperimentirali z uporabo vonjev, recimo in parfumiranih reklam v avtobusih. Tam pa zdaj, če je avtobus hladen, ti mogoče vonj čipsa vzbudi pravi občutek. Če je avtobus vroč in je zelo veliko potnikov, je pa zelo hitro zelo negativen občutek. Potnik, tako je. Renata, mislim, da mi več povedati. Ti vonji se spreminjajo samo zato, ker se mešajo, da te molekule med seboj reagirajo, ali če recimo te molekule pustimo razpade čez čas. Te molekule kemijske, če pustimo takšne, kot so v pogaški, razpadejo čez čas, ali so usporedne. Molekule med sabo lahko reagirajo, to je eno. Drugo je, da reagirajo s kisikom iz zraka, kar pomeni, da dobivamo pač v vonjih vonj po žarkem. In te reakcije so sicer počasne, zlasti pri nizkih temperaturah, kot je recimo v ozmoteki, ampak kljub vsemu se s časoma dogajajo, oziroma večkrat odpremo parfum, hitreje pride do teh razgradnih reakcij. Tako da se vonji se absolutno s časoma spreminjajo. Prosim? To se dobro, ja, zato so tudi večinoma stekleničke tam. Ja. Ja, seveda. Tudi vsi absoluti, recimo, so vedno v aluminijastih stekleničkah, ravno zaradi tega, da so čim bolj obstojni. Primerni pakiranje. Hvala vam za lepo predavanje. Vrnil bi se na vprašanje druge donacije. Veš, sem pripravil, da so lahko bi za vonj tratirate predmete, semantичne predmete, da lahko nam stroj vonja približno tratiramo. Teoretično bi bilo to sicer možno, v primerih, kadar recimo v zgodovini obstaja absolutna diskontinuiteta v uporabi določene surovine. Tako kot je recimo papir, ki vsebuje lignin, je vedno po letu 1850. Če v papirju zavonjamo lignin zaradi vanilina, vemo, da je nastal po tem letu. Da bi pa kontinuirno datirali na osnovi vonja, si pa zelo težko predstavljam, da bi bilo to možno. Se pravi, teoretično možno. Da se vežem na to, da ko ste imeli enkrat dosti veliko bazo podatkov, dosti veliko predmetov, nekega področja, ki pa recimo posteriran v tem smislu, potem se bo dalo možno ugotoviti, kdaj sklopi predmetov, ki imajo mogoče nek določen predmet nimajo, in se bo dalo ugotoviti, ali je to stvar uporabno in samo obdobje. Tako. Zlasti, kar se tiče uporabe surovin, je to pomembno, oziroma
sestave predmeta oziroma nastanka. Povzeti, ki je dvojno poslovno, to seveda vedno prevzame današnje stanje in seveda celotno zgodovino tega oblika. Tako. Ta zgodovina je lahko zelo kompleksna, recimo. Opazili smo veliko razliko med mumijami, ki so bile shranjene v skladišču, naprimer, in med mumijami, ki so bile razstavljene v razstavnih vitrinah. Ta razlika je bila prvič zaradi tega, ker so mumije v razstavnih vitrinah bile večinoma bolj kvalitetne, se pravi ohranjeni sarkofagi, ne samo mumificirano telo, ampak tudi sarkofagi. Medtem ko mumije v skladišču so večinoma precej v slabšem stanju z konzervatorskega stališča, po drugi strani je pa skladišče tudi prostor, kjer smo opazili ogromno plesnih in drugih mikrobov, ki sami proizvajajo vonje, ki so za mikrobe značilne, in po drugi strani označujejo tudi kakšne gnitne oziroma gnilobne procese, ki proizvajajo zelo neprijetne vonje. Z nekaj naporov bi lahko malo dobili vonja, ki je recimo na kronanju Napoleona. Tako. Kaj pa na drugem zasedanju Avnera? Prvega še lahko interpretiram, to bo von po Neroliju in von po Kadilu. Neroli je bil njegov parfum, Kadilo pač v tem katedrali, ne. Kako so pa na Avnoju dišali ali pa smrdeli, pa zelo težko povem. Mogoče po šnopsu. No, čisto resno. Torej ta parjenec, oni kar odličijo epizodi v seriji Umorov na podeželju. Ali se je kaj, so se najprej policija obrnila, kriminalistična policija pri kakšni nepredeleš kakšni primer? Ne, sicer... Ker se mi zdi, da po naravi stvari bi lahko, forenzični, to je lični... Poznam anekdote, ampak da bi se s tem, kaj se jim v policiji prav zares ukvarjali, pa ne. Prosim, naprej. Nekaj odgovorite. Večino, kako se ljudje v določenem geografskem območju, vezano na prehrano, ki so odvisna večino vsebinskih ukvarjajo, če ljudje ustvarjajo, ki so večino nekaj približalo ponudili, pa ga javno vsi, srečate s vsebinskimi ljudima, ali se ustvarjajo ponudili na pomenjevanje ljudje, ki so vsebili, Te se zdaj veliko ukvarjajo v zdravstvu, ker je to, kako presnavljamo te dišavne molekule, pač zelo odvisno od naših metabolnih procesov. Da bi se pa s tem prav v parfumeriji ukvarjali, pa ne, ne poznam primerov. Ker se pač ukvarjam z neživo dediščino, med ta raziskovalna vprašanja, ki so zelo zanimiva, ne privlačijo to zelo, oziroma se več ukvarjam z vonji predmetov. Ampak dejstvo je, da tudi dišavne surovine, ki se uporabljajo pri proizvodnji dišav, zelo različno dišijo v odvisnosti od geografije, kaj se kadilo zelo različno diši glede na zemljo, v kateri je rasla rastlina in podobno. Tako da ve se, da je najbolj kvalitetno kadilo izhaja iz Omana, recimo, in tam ga zelo pogosto tudi uživajo, naprimer, ker je tako dragoceno, da pač to je eden od načinov uporabe. Jaz se zahvalim za povezan del.
To sodelovanje, ne, ki ga je Matija Češan spet pomenil, še nadaljuje. Na oddelku za umetnost in zgodovino malo dobimo kakšnega olfaktornega umetnostnega zgodovinarja. Hvala lepa. Hvala.